Ne moreš pede, Zapik. Pri tem drevesu je pa zapik, da veš. Ma, zapik ne velja. Pazite se, zdajle. Hej, kje pa sta? Wow! Poglej! Kaj pa imaš? Pridi, Laura! Ja, čakaj, takoj pridem. Kaj imata? Laura, poglej. Mravlje? Ja, Ne, gosenice! velikanke. Ajda. Dajte. Lej, ribnik. O, poglej, tam mali. Paglavci. Ja. Martin, nekaj ti morava povedati. Pridi. Gani, kakšno novico imava. 3-krat lahko ugibaš. Kupili boste nov avto. Ne! No, najina novica je veliko večja. Ja. Preselili se boste v novo hišo. Še enkrat lahko ugibaš. No, Kaj je večje od hiše? Ja, mogoče... Dobili bomo nekaj, česar se sploh ne da kupiti. Se ne da kupiti. Če imaš denar, lahko kupiš vse. ne, vsega se pa ne da. A se vdaš? Se ne da Povejvamo. kupiti. Dobili bomo dojenčka. Dojenčka! Wow! Kako ste hitri, z mamico vaju sploh ne dohajava. A boste res dobili dojenčka? Zares, čisto zares. Poglej, kakšen velik trebušček imam. Ali si lahko predstavljaš, da tu notri živi naš dojenček? Vse ima. Glavo, oči, nos, usta, ušesa. Ja, pa lase, pa nohte tudi. Vse. Trebuh, roke, noge, Popak. A lučke tudi. Ali pa luliko. Tega še ne vemo. Čisto vse eno je. Ali bo fantek ali pa punčka. Samo da bo dojenček zdrav. Seveda bo zdrav. Ja, jaz bi raje bratca. Domna. Jaz bi raje bratca, jaz pa ne, da veš. Sestrica bo, ime ji bo Dober. Manca. Dober. Manca. Dober. No. Dovolj otroka. Če bo fantek, bomo veseli, tako kot sva bila z mamico vesela tebe, Lauro. Ja. In če bo punčka, je bomo prav tako veseli, tako kot smo bili veseli tebe, Ajda. Hvala. A kaj brca? Pa kako? Au! Domen bo nogometaš in pol. Ja, kako pa dojenček diha? Od kod dobi zrak? Kisik. Od mame. Kako od mame? Po popkovnici. Ja, Saj veš, to je tista cevka, s katero sta mama in dojenček povezana. Tudi hrano dobi po popkovnici. Pa ima v trebuhu res dovolj prostora.
Oh, brez skrbi. Ko mu ga bo pa začelo primanjkovati. Bom prišel na svet. In končno ga bomo spoznali. Ja, Komaj čakam. jaz tudi. Gremo? Mami, oči, a gre lahko Martin k nam? Seveda. Mamica je rekla, da sem lahko pri vas do večera. Jupi! A se gremo v gusarje? Gusarje, ja! Ja, pridi, Ajda. Gremo. Ej, No? dojenčka moram dati spat. Dojenčka. A posodiš potem svojo ladjo? Prav. Pridi, Martin. Poglej, kakšne ladje sva naredile. Laura, reci mi kar kapitan Martin. Kapitan Martin. Jaz sem pa kapitan Kljuka. Strašno neurje na vidiku. Pazi, da te ne odplakne z ladje. Poglej, Laura, počast. To so strašne pošasti. Pazi, Vajo! pazi, kapitan Martin. Jaz se bom povozil z ladjo. Tiho. Nočka prišla, spomni mi jerbasi sna. Psiček je repek spodvil, čriček je gosli pustil. Zvonček je v travi zaspal, zajček lepo si postlal. Zakaj boste imeli pa še enega otroka? Ja, zato, da ga bomo imeli radi. Ja, pa da nas bo še več in da se bomo lahko šli muhce zbijati. Ej, muhce zbijati. Se greste lahko tudi z mano, ej. Ja, ampak samo kadar si pri nas na obisku. Za med dvema ognjema nas je pa že malo premalo. Ja, ko bomo imeli še enega otroka, se bomo lahko šli med dvema. Kako pa je prišel dojenček v trebušček vajne mamice? Očka je dal mamici semenčico. V mamici pa je nanjo čakalo jajčece. No, in potem, ko sta jajčice in semenčica postala eno, Je v maminem trebuhu začel rasti naš dojenček. Lepo, a ne? no, A ne? Da bomo imeli dojenčka zato, da nas bo še več. Seveda. pa tudi zato, ker se imava z očkom zelo rada. Hočete reči, ker se imamo vsi zelo radi? Ja, vsi. Seveda. Z mamico vaju imava zelo rada. In tudi vidva se imata rada, čeprav se včasih skregata. Ja, da. Ljubček pa ljubica, ljubček pa ljubica. No, ajda. Zakaj se pa toliko objemata in poljubljata? Ugani. Gani. Ja. No, sicer se pa tudi jaz zelo rad stisnem k mamici in očku pod toplo odejo. A ja, ja.
še res je. Tako si pokažemo, kako se imamo radi in nam je lepo. Lačen sem. Jaz tudi! Grem pogledat, kaj imamo dobrega za podzob. Malo še poklepetajte, potem pa pridite za mano. Njam, 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 njam. Ja. Ej, Ja, pa sej, z očkom in mamico se pa tudi jaz rad objemam. Ampak drugače se mi zdi pa objemanje brez veze. Pa ni! Jaz se zelo rada objemam. Pa ne samo z mamico in očkom, ampak tudi z Lovrom. Pa s teto Petro iz vrtca in s Tino tudi. Tino. Če še ne veš, Tina je moja najboljša prijateljica. Ampak z najboljšo prijateljico se objemaš drugače kot z ljubčkom. Ja. Recimo. Ali s stricem, ki ti je zelo pri srcu. Raje umrem, kot da bi se objemal s Tino. Ja, jaz tudi, ta Tina. Tina je... A da veš, tudi Tina bi raje umrla, kot da bi... Ja. To pa pravi, da se morata objemati. Objemamo se takrat, ko nam je to všeč. In tako, kot nam je všeč. Če nam pa ni, Se ne? in če bi nas kdo silil, da se objemamo z njim, čeprav nam je to zoprno, Jaz bi rekla, naj takoj neha. Ampak tej le srčkari kačici že ne bi rekla naj neha, ne? Nehajta, takoj nehajta, ne grem se z vama. ste slišala, kaj je rekla Ajda? Lovro, kolikokrat sem ti že rekla, da če nekdo nečesa ne mara, tega ne smemo početi. Če bi me kdo objemal, čeprav mi to ne bi bilo všeč, bi da ga takoj zatožila tebi ali očku ali teti Petri. Še dobro, da mene nihče ne sili, da bi se objemal. Saj mene tudi ne. Razen skačo, ali? Mislim v resnici. Ampak če bi me silil... Bi bilo edino pravilno, da poveš, da tega ne maraš. Ja. Še dobro, da se z očkom rada objemata, ne? Ja, drug z drugim in z nama. Jaz sploh si ne predstavljam, da bi bilo kako drugače. Sploh je pa ljubezen med staršema precej drugačna od ljubezni med starši in otroci. Saj vem, očka in mamica se nimata samo rada, ampak sta tudi zaljubljena. Tako nekako, ja. Ja, pa kje ste obtičali? Že celo večnost vas čakam. Pogovarjamo se o Objemanju. Ja, lahko bi si mislil. Kaj, ko bi nadaljevali pri mizi? Čaj se bo čisto ohladil. Ja, Alica, gremo! Roke umit! Njami! Eno, takole. Še čaj. Tako. To je, to tudi. Sadje v redu bo. Kakšna malica! sadje. Čaj. Pecivo! Moje najljubše. Z vsemi kosmiči in koščki čokolade. In z rjavim sladkorjem.
Res je dobro. Čakati moramo na mamo in očka. Ja, se vem. Dober tek. Ja, hvala. Dober tek. Hvala enako, hvala enako. A imate kaj super kole? Martin, Ja, se vem, no, zdaj se samo hecam. Pri vas je tako, ja, voda ali čaj brez sladkorja. Ja, zdaj, ko je mamica noseča, moramo sploh paziti, da jemo zdravo. ja, če bi mamica jedla nezdravo, bi nezdravo jedel tudi naš dojenček. Kdaj pa se bo rodil vaš dojenček? Septembra, Septembra, čez 4 mesece. čez 3 mesece in pol, Ajda. Ja, si res. Bom jaz. Sem pa še že. Kar naprej. Dober dan. Dober dan. Izvolite, izvolite. Mami. Ljubček, si v redu? Ja, sem. A nisi rekla, da bom lahko pri Lauru in Ajdi do večera? Saj je že 6. Ob 6 je še popoldne. Aha, čez pol ure bo pa noč. No ja, danes se nam res nikamor ne mudi. Naj se otroci še malo poigrajo. Ja, Martin, kaj pa vem, napisati moram še zapisnik, posestanka in 2 poročili. No, naj bo, ampak samo pol ure. Hurra! 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 Gremo na vrt. Ja! No, mi bomo pa med tem malo poklepetali. Prosim, sedite. Izvolite. Hvala. Kako, kaj novega? Saj vem, dojenček. Ja, To bo sprememba. ja. Velika sprememba bo, kaj? Velika sprememba. Ja. Izvolite, vam lahko ponudim skodelico čaja. Hvala. Prosim. Pa domače pecivo. Jaz sem ga sama spekla. Krasno. Kako ste kaj, gospa Zdravič? Dobro, hvala. Se dobro počutite? Kar dobro nam gre. Videti je, da Lauro in Ajda komaj čakata, da dobite dojenčka. Jo, pa kako? Samo glede tega se ne morete odločiti, ali bo bratec ali sestrica. Ja. No, pa Ajda se včasih pritoži, ker jo ne smem dvigovati. Pametna punca. Jaz si pa ne želim bratca. Zakaj pa ne? Če bi imel bratca, Ali sestrica? bi imela mamica in očka še manj časa zame. Mogoče pa ne. Če bi imeli dojenčka, zanj je treba ves čas skrbeti. Zaradi njega bi morala biti več doma. Potem bi imela več časa tudi zate. Vseeno, če bi imel bratca, bi mi moral dovoliti, da se igra z mojimi računalniškimi igricami, a ne, Lauro? No, veš kaj, Martin? Dojenčkov računalniške igrice sploh ne zanimajo. Še nogomet jih ne zanima. Cele mesece bom moral čakati, preden bo Domen. Manca! Domen! Manca! No ne, vsi dojenčki enkrat zrastejo in takrat jim moraš posaditi svoje igrače pa računalniške igrice
Veš kaj, ko bi vaš dojenček zrasel, bi tebe zanimali že čisto druge stvari. Ja, Ma vse igrače bi mu dal, za zmeraj. Ja. ampak bi moral paziti, da mu ne daš igrač z drobnimi delci. Ja, to pa res. Ka veš, dojenčki vse vtaknejo v usta. Ja, Ja. in kakšen droben delček bi jim lahko šel v satnik In potem ne morejo več dihati. Ja. Ne. Bratca si res ne želim. Naj si bratci ti pučečkajo, zvezke strkajo barilo. Ne, dojenčki so super. Lahko jih prebijaš, z njimi se igraš in jih pelješ na sprehod. Na sprehod! Če bi me kdo videl z vozičkom, bi umrl od sramu. Zakaj? Pa zakaj? Ja, pač! Martinček, srček, pol ure je že davno mimo, gremo. Saj pridem, no! Hej, ko se bo pa rodil vaš dojenček, no me pa lepo kličite, ha? Ja, Ja, seveda, Martin. Ja. Adijo! Adijo. živja, Adijo. Že grem! adijo. Adijo. Ja. Komaj čakam, da se rodi Manca. Domen. Manca, Ma domen. Manca bo no. Ej, Martin, dobili smo dojenčka, dobili smo Domna. Ja, Ne, nič posebnega. Pri mamici pije mleko, ja. Pa spi, pa kaka, Lula, pa bruha. ja, dolg čas. Aha. No ja, drugače pa čisto srčkan. Mamica je rodila najlepšega dojenčka na celem svetu, da veš. Bo že sam videl, ko ga prideš pogledat. Ne, zdaj sta še v porodnišnici. Oba sta še utrujena in rabita mir. A zakaj sta utrujena? Ja, mamica je pomagala Domnu na svet, a veš? Iz trebuha. Iz trebuha, ja. No, Domen se je pa moral zriniti skozi čisto ozko odprtino in zato je tako utrujen, ja. Ja. Tudi jaz komaj čakam, da ga vidiš. Ampak, če ga boš hotel pobožati, si boš moral najprej umiti roke. Čeprav se ti bo mogoče zdelo, da imaš čiste. Drugače lahko Domen zboli. Ja, pa stresti ga ne smeš, a veš, ko ga vzameš v naročje, ker bi mu to škodilo. Škodilo? Ja. Ja. A na sprehod? A nisi rekel, da bi umrl od sramu, če bi te kdo videl? Premislil si je. Aha, si se premislil. Gremo k mamici in Domnu. Juj, adijo, morava k Zdaj mamici moramo in nehati, Domnu. Martin. Se kmalu vidimo, adijo. Adijo, Martin. Gremo. Aj ni srčka. Ja, pa še kako? Domen, pridi malo k meni, no Ne, Domna ne smemo dvigovati, kadar ni zraven očka ali mamice. Ja, sploh
ni tako lahek, kot je videti. Lahko bi nam padel iz rok. Ja, si. Hej, zdi se mi, da se je Domen pokakal. Aha, Kar previmo ga. ne, tudi previjati ga ne smemo sami. No, ste že? Očka, ali lahko previjemo Domna pokakanje? Pa res, pokakan pa ne more na sprehod. A ga lahko jaz previjem? Lahko, samo malo ti bom pomagal. No, Domen. Hej, Domen. Takole. Nička ti bomo zavijali. Bom pomagal. Takole. Zdaj ga pa že lahko previjem, a ne? Kam pa s tole tvoj planico? Kar v koš. Da bomo pa ritovni. Ja. Domen. Domen, dvigni nogice. Kako boš lep. Vidva pa znata. Tole. A tole svežo? Ja, Takole, ne? Domen, da boš suh. Žabice. na, še ena noga doma. Kako ima drobcene nogice. Ja, Znajo, a ne? ja, kako si lep. Na Domen. Ja. No, kje pa je Domnova zimska bundica? Bundica. Na tak topel sončen dan. A si mogoče ti prišel v bundi? Domen bundice sploh še nima. Veš, se šele oktober. Ja pa, a niso dojenčki bolj občutljivi? A jih ni treba toplo obleči? Obleči jih je treba ravno prav. Ne preveč in ne premalo. Ja, zato bomo Domna pokrili s tole odejico. Tako. Ja, si bo. A veš, Martin, da je to že moja odejica. Ko sem se rodil, mi jo je sešila teta Metoda. Ja, in ko sem se rodila jaz, si mi jo posodil, ker je nisi več rabil. Zdaj je pa Domnova. In potem sem te vedno pokrival, kadar smo šli na sprehod. Gremo, otroci. A bom lahko dal jaz Domnov voziček? Ja, samo previdno, podpreti mu moraš glavico. No, Martin, kako ti je všeč naš Domen? Ja, res je srčkan. Ampak za med dvema ognjema z njim bomo morali pa še malo počakati, a ne? Ja. To pa res, ja. No, če bo Domen jokal, ga pripeljite na malico. Ja, mami. Seveda. Kaj pa Domen je? Hočeš reči pije? Ja, mamino mleko vendar. Ja, to že. Ampak kaj pa še? Nič drugega. Pomisli, skoraj pol leta bo rasel samo od maminega mleka. Jaz bom prva potiskala voziček. Ne, jaz bom prvi. Kje se prepirate? 2, tretji voziček ima. Ne, no, Lovro, glede na to, da je Martin naš gost. No, naj ti bo. No, si ravno ti. Ampak samo do otroškega igrišča. Ja. Aj, meni. Res, ne? Domen! Ja.